veš kaj, za minutko plaže, to je pa zmeri cajt. Hello. How are you? Zdaj pa cajt za ta prvi briefing, pa gremo počas pa že avto pogledati. Welcome to Barcelona. Nice weather and welcome to the XC40 test drive event. It's a fresh, creative and it's a distinctive new member in the Volvo lineup. Evo ga, XC40. Ampak je malo tak chunky monkey, a ni? Mislim, saj z zadnjega konca zgleda tako prijetno zabuho, ne? Pa eno stvar takoj vidim. Tole dosti cool zgleda. Kako se pa vznotri ne ven vid, ne? To je pa moja druga zgodba. Ampak da nam preveč sodu, mene ful zanima, kako se ta avto pele, tako da najbolj zagremo. No pa pejdimo. No, ta prva stvar, ki sem jo opazil, takoj, ko sem se notro usedel, bom pol pokazal, ne? Ta notranjost je... Mislim, če bi rekel, da sedimo po manjšemu XC90, ne bi dosti falil. Ker izvolite, gospod. Je pa tako, jaz zdaj sedim v avtu z benzinskim T5 motorjem, ki veš, boš imel T5 pa T3. Prvi XC40, ki bo pri nas na voljo, bo pa T5. To je ti 140 kW, pa 4-kolesnim pogonom, pa z avtomatskim menjalnikom. Cena tega, to vem zato, ker je bil avto za 80 ur ali koliko že, 2 tedna nazaj že v Sloveniji, pa čeprav ga noben nisem imel peljati, sem razstavljen je bil. Cena tega bo 40 jurjev, drugače vstopna cena za ta avto, mislim, 33 jurjev. Za teh 33 jurjev boš dobil pa ta švok dizla, D3 s 110 kW, pa z ročnim menjalnikom, pa z dvokolesnim pogonom. Časovnico imamo pa tako našponano, da po eni strani ta sam zrajca vse skupaj. Tukaj na levo od mene morje, lepa plaža, lahko bi še malo prstke zakopati v milko, ampak nič od tega. A veš kaj, za minutko plaže, to je pa zmeri cajt. No ajde, 12 sekund. Stari pa veš kva, bolj ga gledam, bolj mi je všeč. To, ko sem v začetku rekel, malo je tak chunky, nabit, se mi zdi, da je zadnji malo širši kot spredi, je možen. Veš, kako se njegove mišice lepo vidijo? Ampak tale detajl, ne, bravo. Na vrst so ovinki, kar pomeni, da sem mu dotaknil stikala Drive Mode, to so valjda vozni programi, da bom pa iz Comfort v Dynamic. Pa ta prva stvar, ki se je zgodila, menjalnik se je zagnal eno prestavo nižjim, stopalka za plin je ratala bolj odzivna, kar pomeni, da je avto nekako pripravljeno na športno vožnjo. Čeprav, kakor sem uspel razbrati ne sam iz prvih ovinkov tukaj v barcelonskem zaledju, tudi tam že na avtocesti, takoj dobiš feeling, da ta avto noče biti športnik, da mu je udobje prioriteta. Šport? Ok, malo že, prav dost pa ne. Driver change. Druga vrsta, ta prva stvar, ki jo opazim, a veš, da je prostora za kolena čist dost. Po eni strani je logičen, ne? Mislim, da je Medos je dolgo 2,7 metra, pa Volvo se hvali, da je ta avto med sebi podobni, ne samo najdaljši, tudi najširši, pa konec koncev tudi najdlje oddaljen od tal. Mogoče še kratek komentar o pogonskemu sklopu T5, to je 2.0 benzinar z 240 konji. Kot je rekel, zmogljivosti so, moraš fejs delati, to iz motorja ven spravaš, ne? Pa se mi zdi, da se, mislim, tale T5 je bolj tak, bolj cruiser ka športnik, veš kaj hočem reči. Avtomatik se mi pa zdi, da je mal len, pa eno tako ful zanimivo foruma, če zbereš manualno prestavljanje, ne prestavljaš ročice gor ali pa dol, ampak levo pa desno. Se pravi, levo za prestavo dol, desno za prestavo gor. Zdaj pa tako pridem ta avto, vrnem, ne bilo čisto nič narobe, da še dve besede povem o dizajnu. Če vprašaš mene, se mi zdi, da ima avto super osebnost. Po eni strani je jasno, da je Volvo, po drugi strani je videti jasno sorodstveno navezo z večjimi SUV-ji, ampak obenem ima pa tist, ne, da lahko rečeš, da je zelo samosvoj, mogoče celo malo igriv. Kaj pa ti misliš? No pa še par stvari v kufru, ne samo, da so materiali dobri, tudi zelo uporabni. Par dobrih stvari so si izmislili, pazi zdaj. A bi še ena stvar, ki je zelo fajn, da ta polica, ki prekriva kufr, je lahko spravaš sam noter, dvojem podn. Pa ne samo to, kufr ti omogoča na tako luštno pregradno, vidiš? Pa lahko ti dva hakalčka uporabiš tudi zato, da gor vrečke daš. Dobra fora, ne? Pa nekaj na vogalu imaš par tipk, tale tukaj kljuko ven vrže. S temi dvemi tukaj pa podreješ zice. Vidiš, kaj tukaj piše Air Design. Za Air Design vsi vemo, kaj je, ne? V povezavi z Volvotom, to pomeni bolj športno opremo, ne? Ampak kako se pa razlikuje od navadnega? Prva stvar, Air Design ima 20-colska kolesa, pod Air Design izstopa z zaključki izpuhov, ka pri navadnemu vidiš, da se vse skup nič ne vidi. Pri Air Designu je maska spredi takšna, vidiš? Evo jo, Leo. Pri navadnemu je pa takale.
No in pa, ker že misliš, da si z vsem končal, ne, najdeš sansko lokacijo, pa probaš čim boljši izkoristiti ta estetski potencial avta. Fotkal sem s telefonom, fotke so ratale pa takole. Je kva, v vlogu je zmeri malo placa za italijansko športno estetiko, a ni res?